Projekt Smart Move je edinstven, ker uvaja inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti v ljubljanski urbani regiji. V regiji se soočamo z izjemno veliko količino motornega prometa, ki je posledica visoke avtomobiliziranosti naše regije. Ta je seveda rezultat visokih vlaganj v avtomobilsko infrastrukturo, razpršeno poseljenost in centralizacijo. Velik potencial za spremembe smo zaznali pri prevozih na delo. Zato v projektu naslavljamo tako delodajalce kot zaposlene z vprašanjem, kako je mogoče mobilnost tudi izboljšati na način, da zabeležijo tudi neke koristi tako za delodajalca kot za zaposlene. Podjetja imajo lahko velik vpliv na potovalne navade svojih zaposlenih, s tem pa na stanje na naših cestah. Zelo velik uspeh projekta je rezultat usklajenega delovanja 7 slovenskih partnerjev in Norveškega inštituta. K sodelovanju pa smo privabili tudi največjega delodajalca v naši regiji in v Sloveniji, Univerzitetni klinični center in podjetji BTC in IKEA Slovenija. Za njih smo izdelali mobilnostne načrte in pripravili ukrepe za izboljšanje mobilnosti. Enako pa smo pripravili tudi za območje Ljubljanskega barja, ki je svojo izjemno biodiverziteto in bližino prestolnice edinstven v Evropi. Da bi ukrepi zares zaživeli, smo pripravili izobraževanja za zaposlene in za vodstva. In zelo smo veseli, da so mnogi ukrepi že zaživeli v praksi. V IKEA so tako zaposlili mobilnostno koordinatorko. V Univerzitetnem kliničnem centru pa je veliko zaposlenih izjavilo, da bi hodili v službo s kolesom, vkolikor bi imeli zagotovljeno varno parkiranje. Zato smo prav ob vhodu v UKC postavili novo varovano kolesarnico za 120 koles. Pilotno smo preizkusili tudi povsem nov način prihodov na delo. Partner v projektu GoOpti je 131 ljudi, kar 3 mesece od domačega praga do delovnega mesta v BTC-ju ali UKC-ju vsak dan prevažal s kombi. Na osnovi podatkov smo izračunali, da je bilo prihranjenih oziroma zmanjšanih okrog 30 do 40% izpustov v smislu ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov in prašnih delcev. Pomembno je tudi dodati, da ti dinamični prevozi niso bili konkurenca javnemu prevozu, ker je kar 3/4 potnikov predtem ali pa normalno uporabljalo avto, sedaj so pa uporabljali ta dinamični prevoz. Za dolgoročni obstoj skupinskih prevozov je potreben čas in financiranje, da se ljudje navadijo uporabljati tak tip storitve in da tako dosežemo kritično maso uporabnikov, ki je nujno potrebna, da se začnejo pokrivati stroški. Zato tudi si želimo, da bi vzpostavili sodelovanje z javno in zasebno sfero, da skupaj razmislimo in postavimo te nove poslovne modele, ki bi omogočili tak tip prevoza. Kot pomembno alternativo vozilu smo prepoznali tudi električno kolo. Zato smo v občini Medvode vzpostavili sistem javne izposoje električnih koles, ki je kompatibilen s tistim v Ljubljani. In verjamemo, da bomo mnoge posameznike spodbudili, da se tako po opravkih kot v Ljubljano odpravijo s kolesom. Vsem ustanovam, ki se z mobilnostjo aktivno in učinkovito ukvarjajo, smo želeli ponuditi možnost, da pridobijo Smart Move certifikat. S pomočjo certifikata bodo lažje in učinkoviteje prepoznali priložnosti za izboljšanje mobilnosti in jih seveda tudi realizirali.
V okviru projekta sodeluje širša skupina strokovnjakov iz instituta. Namen pa je razviti sistem kriterijev, preko katerih bi lahko ugotovili, kjer podjetja že delajo nekaj na temo trajnostne mobilnosti in kje so ključne točke, kjer bi pa stvar lahko še izboljševali. Zeleni certifikat je tudi priložnost, da se podjetja oziroma zaposlovalci samo evalvirajo. Vse smernice kažejo na to, da bo trajnostna mobilnost vedno bolj postajala integralni del celotnega poslovnega modela organizacij oziroma podjetij. CER partnerstvo je proučilo dobre prakse po svetu, v Sloveniji pa so tako ustanove kot podjetja povprašali, katere so tiste spremembe, ki bi jih veljalo udejanjiti za učinkovitejšo mobilnost njihovih zaposlenih. Na tej podlagi so pripravili ukrepe tako na lokalni, regionalni kot nacionalni ravni in jih seveda tudi predstavili odločevalcem. Prepričana sem, da zaključek Smart Move projekta ne pomeni zaključka naših naporov na področju trajnostne mobilnosti, ampak na široko odpira vrata novim projektom, novim inovacijam in boljšim potovalnim navadam.